Pozdravljeni vsi predstavniki medijev. Ja, običajno se tukaj srečujemo z športnimi vsebinami, nažalost pa smo sklicali tiskovno konferenco glede zadev, ki v športu nekje po našem mnenju, pa ne samo po našem, nimajo kaj iskati. Prvo, da ne bo dobenih nesporazumov, nogometni klub Maribor ne išče dobenega opravičila za slabo predstavo v Ljubljani. Športno smo priznali poraz, seveda napake iskali v svojih vrstah, ne drugje. To smo tudi jasno takoj po tekmi obelodanili in zato bi tudi to mogoče od športnega direktorja Olimpije Saša Udoviča predvsem spoštovanju svojih komentarjev malo zavaja in želi ta nekak sramotne izjave določenih ljudi iz njegove ekipe dejansko preskočiti in tega pač ne moremo dovoliti. Dejansko ne moremo mimo tega, da je Jean-Philippe, sicer naš odličen napadalec, že tretjič zapored na tekmah z Olimpijo tarča rasnih žaljivk in mi smo se dejansko odločili, da s to novinarsko konferenco, ne samo kaj se našega kluba tiče, ampak na splošno opozorimo na dogajanja glede rasizma. Jaz mislim, da je to dogajanje zdaj v Ljubljani bilo nekje, pa bom sicer malo glob, vrh primitivizma in stanja duha posameznikov. Non-stop dobivamo z vami tudi na čelu opozorila o ničelni toleranci rasističnih izpadov in mi se tega dobro zavedamo in dejansko s tem je grobo žaljeno dostojanstvo posameznikov in pa seveda tudi kršenja pravila UEFA. To se nam je nažalost zdaj pripetilo tretjič proti rivalom iz Ljubljane, prvič tukaj na naši tekmi v jeseni, sedaj na prvi tekmi v Stožicah iz strani gledalcev, sedaj pa nažalost tudi iz strani akterjev. Evropska nogometna zveza sporoča jasno, tudi če, bom rekel, za eni strani nažalost nogometaši Olimpije niso toliko v Evropi, kot si morda želijo, ampak sigurno pred kakšnim TV zaslonom opazijo vedno jasno sporočilo UEFA, FIFA, no to racism, torej ne rasizmu. In ta rasizem je dejansko nevarnejši od vsakega prekrška na samem igrišču. Ves svet nekje poskuša se izogniti temu rasizmu, se zgraža, dela na tem, v Sloveniji pa ga nekje doživljamo, po moje, na najbolj nizkotni obliki, zardevamo pred Evropo in pa pred tujo javnostjo. Dejansko smo mi prišli na Stožice odigrati tekmo dostojanstveno, čeprav je bila tekma pred praznimi tribunami, doživeli pa tam eno podlost, ki po moje, kot sem že povedal, ne sodi nikamor. Miroljub Kostić, igralec Olimpije, če se ne motim, je komaj zakorakal na slovensko prizorišče, pa že nekako sramoti prvenstvo, torej našo ligo z žaljivkami, ki po moje največ povedo o njemu samim. Še druga stvar, ki je zame bolj nekaj pereča, je pa to, da je trener gostujočega moštva, ki bi moral biti, torej ki je učitelj, pedagog, vzor, mentor, vodnik, da označuje igralca gostujočega igralca z besedami, torej kot retardirana oseba. Zdaj ne vem, vsem, ki delujemo v slovenskem nogometu, ne vem, kako se v tem vsem počuti Gabriel Teme, ki deluje pri Olimpiji. Jaz mislim, da tudi ne prav dobro, ampak dobro, to je njihov problem. Če ga tam moti, lahko pride k nam, tu ne delimo ljudi po ničemer, najmanj pa po barvi kože. V sebi imam zakonca Mendy, ki se, moram reči, v Mariboru zelo dobro počutita, ki se v Sloveniji zelo dobro počutita, gospa pričakuje otroka in tudi se odločila, da bo ta še kar en del življenja preživela v Mariboru in že zaradi njih imam en knedl
v grlo, kako on nima dokaza, da Slovenija le ni takšna, kot se zdaj kaže po teh dejansko 3 predstavah z Ljubljančani. Nekako po tekmi v Ljubljani mislim, da vedno dobivata drugačen vtis. Jaz upam in želim, da veste, zakaj gre. Bi pa rad eno stvar dejansko pa res zdaj poudaril na koncu, da ljubljanska ekipa bo v Mariboru sprejeta tako, kot je bila vedno. Torej na nivoju, na spoštljivem nivoju, kajti jaz mislim, da predvsem je spoštovanje tisto, ki je najbolj odločilno v takšnih zadevah, in sprejeli bomo tako kot vedno, kot športne rivale. Krovna organizacija bo reagirala, kako bo reagirala, ampak današnja preskonferenca ni bila sklicana zaradi kaznovanja kogarkoli ali zaradi, da bi zdaj mi, ker smo izgubili na igrišču, želeli Olimpiji kaj slabega, daleč od tega. Jaz mislim, da je treba dejansko enkrat v športu resno opozoriti na te zadeve, ki so mogoče slovenski problemi in ki so problemi. Danes se to dogaja Filipu, jutri se bo komu od nas, in dejansko je to eno opozorilo, da take stvari ne sodijo na igrišča, sploh pa od rečemo akterjev, ki bi naj vzgajali, ki so svetovljani po eni strani, po drugi strani pa takšne zadeve torej izgovarjajo. Dejstvo je, da je zaščita kluba za naše igralce, za naše zaposlene maksimalna, in opozorilo vsem ostalim, da torej vsem na tribunam, vsem akterjem, da se take stvari dejansko ne dogajajo in da to ne sodi na športna področja, tudi drugam ne, jasno.